Spoštovani gledalci in gledalke, prihaja nova priložnost in možnost, da se malce skupaj podružimo, tudi v živo, ne samo v živo preko televizijskih ekranov. In sicer 20.12. ste vabljeni na ekskluzivni dogodek in sicer taka energijska priprava na leto 2017, kajti mesec december je tisti, ki bi se morali malce usmeriti vase, malo narediti eno tako inventuro leta, ne pa sam po zabavah hoditi pa nazdravljati, ne. Ampak pustimo to, 20.12. se torej vidimo in takrat boste izvedeli marsikaj, predvsem pa bomo imeli priložnost in možnost, da se zares pripravimo na leto 2017, ki prihaja. In danes imate posebno priložnost, kajti v naši družbi je en tak češnjev, jagodni, višnjev izbor vseh izjemnih posameznikov v Sloveniji, ki sledijo svojemu življenjskemu poslanstvu in nam bodo tale trenutek in danes povedali, kaj je tisto, kakšne energije torej nas spremljajo v letu 2017. V svoji družbi pozdravljam Dušana Domka, ki ne potrebuje neke posebne predstavitve, ki ga vsi poznajo, pravzaprav tudi ostali ne. Taja Veroti je v naši družbi, poznate jo kot izjemno numerologinjo, potem Tina, Taj, Džotiš področje in pa Feng Shui svetovalka Tanja Glažar. Lepo pozdravljeni, dobrodošli vsi skupaj. Leto 2017, če začnemo, Taja, mogoče s tabo, je leto številka 1. Točno to. To je novi začetek. In jaz mislim, da to zdaj v zadnjem času vsi zelo močno čutimo. En nemir, ki se stopnjuje, marsikdo pravi, da ne ve točno, kaj naj naredi. Včeraj je ena gospa rekla, da se počuti kot muha v močniku. To pomeni preprosto, prihaja ena nova energija, zelo dobra energija, ampak mogoče vibracijsko malo drugačna. Kar pomeni, da tudi od nas zahteva eno spremembo. In ker je energija podpora, nam končno lahko uspejo stvari, ki nam prej mogoče niso uspevale, vendar na drugačne načine, z drugačno strategijo, z drugačnimi načini, ne z enakimi. Tina, Džotiš, ko pogledaš karto, pozicije in vse ostalo, kaj je tisto v letu 2017, kar bo mogoče izstopalo oziroma se pridržuješ temu, se Džotiš pa numerologija tukaj gresta v isto smer? Ja, grejo. Glih takoj bo treba nekaj na sebi narediti. Saturn se končno po 2 letih spremeni iz škorpijona v strelca, tako da tu bo zdaj vsak posameznik čutil, odvisno v kateri hiši ima tega Saturna, ker Saturn je res tak počasen planet. On nam hoče pokazati, da stvari minevajo, da se moramo mi malo ozrti vase in pogledati, ne samo hiteti brezglaven. On je tisti, ki nam hoče pokazati, da ne rabimo imeti zdaj glih vse, ne vem kakšen avto, da se bomo pripeljali do cilja. Pridemo lahko tudi z nižje cenovnima avtom do cilja. Tako da res je neka nova vibracija. Jaz mislim, da bomo lažje zadihali, no? Samo moramo pogledati za nazaj in narediti eno inventuro v svojem življenju. Zdaj je idealna priložnost, da naredimo, pogledamo, kakšne odnose imamo in če nismo zadovoljni s tem, se premakniti iz kavča, ne? Ker najlažje je sedeti sam na kavču pa nič narediti. Ja, no, zdaj sedimo na kavču, no, ampak se pa pogovarjamo. Tanja, kako pa pri tebi kaže na tvojem področju, kako vidiš leto 2017? Ja, jaz sem že septembra se nekako pripravljala na leto 2017, ker je bil mesec ognjenega petelina in je bil zelo dober pokazatelj, kje so tiste naše pomanjkljivosti, slabosti in pa dobre stvari, ki nas bodo čakale v prihodnjem letu. S tem, da jaz moram povedati, da po Feng Shuiju se leto začne leto petelina 28. januarja, ne tako kot pri nas, s 1.1. Je pa res, da je treba izkoristiti in december in januar za predpripravo na energije, ki prihajajo, ki ne bodo več tako igrive in nagajive, kot je bila letasta opica, ampak bodo malenkost bolj eksplozivne, pa tudi za nekatere elemente in znamenja romantične. Se pravi, veliko se bo dogajalo tudi na tem področju. Mogoče bo videti je precej veliko več trenja. Ker to sta dva elementa, ki si ne gresta z roko v roki. In element ognja, ki je
iskrica. To je, bo tako recimo kot pri kovaču, a ne? Kot na ognju kujemo meč. Se pravi, da se nas fino izbrusati to leto, lahko bomo pa tudi malo švicali. Ne? Odvisno, kako se bomo pripravili. Dušan, jaz vsako leto komi čakam tisto tvojo mini knjižico, ne? Se bo prišla, ali je že? Prihajam že v tisko. Že v tisko, ok, super, odlično. Kaj bo pa noter letos pisal, ker ti recimo vse potem, katero področje, pa katere vaje, pa vse daš tak globi pogled, komi čakam, kaj je tisto, kar nas čaka? Se pridružuješ damam? Je to res ne tak nov začetek? Dejansko, vse, kar so povedali, bi lahko tudi stanoven stavek. Zaključiti nekaj, kar smo začeli, dober čas, pa začeti nekaj novega. To je dejansko zelo fajno leto, moče, če dam spet ta ogenj, ki je bil omenjen kot nekaj lepega, da osvetlimo, torej nekaj novo lahko vidimo, istočasno kovina pa lahko pomeni, da nekaj treba predelati, preoblikovati, spremeniti. Na nek način, vsak, če je malo pripravljen tudi v sebe pogledati v tem času, bo lažje dejansko videl odnos med srcem, kovina so pljuča, kar bi na nek način pomenilo, da se cesar in minister dogovarjata, kako bo sta vodila naslednjo leto, da bo čim boljše. Zna biti, moče malo trenja, ampak na drugi strani, če vključimo milino in harmonijo, kot dva ključna pogleda, potem tudi lahko to leto zelo prijetno. Kar se tiče zdravja, kateri organ je na udaru? Dejansko največ bo se ogralo ognja srca, tudi oči, možganje recimo. Na drugi strani kovina predstavlja pljuča, črevesje, kožo. Teda neka vnetje, recimo nekdo, če ima naginja k temu, da se pregreva, ne. Potem tudi recimo petelin je zelo znan po poškodbah kosti, sklepov, hrbtenice. Teda se splača, če delamo neke športe, ki so malo bolj rizični ali pa se ukvarjamo z nečim, kar je potencialno nevarno, da smo malce bolj nežni, previdni. Ok, nežni in previdni. Ampak bi lahko rekli, da vse stvari, kakor smo jih do zdaj delali, ali kako smo furali odnose, kako smo furali posel, da je treba zdaj enostavno spremeniti strategijo? Jaz mislim, da nikoli ni potrebno narediti neke revolucije in tudi ni smiselno, ker ljudje ne moremo naenkrat se spremeniti za 180 stopinj, to popolnoma v drugo smer. Tam, kjer nam že uspeva, kjer smo zadovoljni, super, je fajn, da nadaljuješ tisto, kar ti uspeva in morda neko malenko zneseš, nekaj novega, nekaj malega. Jaz pravim, tukaj se zdaj bolj se izbirata med dvema potmi. Eno je potreba po varnosti, ki jo ponavadi strah poganja naprej, druga je pa potreba po ustvarjalnosti. Da vsej nekaj malega daš, tisto, ob čemer ti srce poje, tisto, ob čemer žariš, ob čemer je svet lep, pa se ti stvari popravljajo. Medtem ko tam, kjer pa so težave, in tako kot je rekla Tanja, in se je zelo lepo pokazalo že septembra, kje imamo svoje tiste avtomatizirane vzorce, ko sploh ne razmišljamo kaj, ampak samo delujejo, vsi strahovi, vse bolečine, pomembnosti, ki jih imamo, ko smo tako pomembni, da to pomembnost zamenjamo z vrednostjo. Da ugotovimo, da nismo nič bolj pomembni in nič manj pomembni kot drugi. Smo res mogoče kot eni zlati lešniki. Nismo pomembni, smo pa vredni vsak zase. In potem te neha strah preganjati, ni več bolečina. In naenkrat imaš možnost, da lahkotneje pogledaš tudi, če ti ne odprejo ravno dvojni vrat in ti ne dajo rdeče preproge, nisi tako obremenjen sam sabo. In lažje narediš nekaj novega tam, kjer pa vidiš, da zadeve ne grejo naprej. Tam, kjer nas nekaj boli, tam je čas spremembe. Ampak je akcija, ni pasivnosti. Akcija, ni pasivnosti. Če je pa pasivnost, je lahko pa zelo meč. Je pa meč. Te bo pa nekaj pognalo nekam. Bodo pa trenja. Bo pa reto kiši. Ko smo izbirali datum, kjer bi naredili en tak poseben dogodek za naše gledalce, da se malce pripravimo, energijsko pripravimo na novo leto 2017, sem zbrala 20. ravno zaradi tega, ker po Feng Shui koledarju, ki ga dobivam od tebe, je 20. zelo fini dan. Kaj pa 31. A ti po pravici povem, da sploh nisem pogledala. Aha. Ker nisem še tako daleč. No, iskreno je tvoja kvaliteta. Je. Se pa zelo trudim in te dni imam kar precej dela s tem, da odpuščam stare stvari. S tem, da te dneve izkoristim zares, da bom lahko odrezala samo tisto, kar me šibi in švuhni, ne? In to so predvsem, gledam iz tega stališča za mir, užaljenosti, prizadetosti in tako naprej. To so stvari, ki so preteklost in tega ne želim nesti v naslednje leto.
Tako da imam kar veliko dela. Imaš inventuro? Ja, vsak dan zjutraj, tako naprej. In mislim, da je fino, da si vsak pri sebi naredi to inventuro, tako kot se zagre. Ne? Absolutno. Ker kako bomo vstopili v novo leto z starimi občutki, čustvi in prepričanji? Kateremu planetu moramo malo tako lepo pomežiknati, da bo prijazen do nas? Ja, Saturnu. Saturno? Ta je pa kar Ne. tak malo, a ni? Je zelo dober planet, nam hoče res odprto oči, samo včasih resnica tudi boli. Zaradi tega ga mi v Džotišu mu rečemo, ga označujejo, kakor da je slab planet, a v resnici ni slab. Sam moramo to inventuro narediti in včasih je tudi to težko narediti. Sploh, če eni nečejo vsi pogledati resnico, nečejo videti in polka jim ta Saturn končno že kaže, dej, no, ne moreš več toliko delati, ker bo zbolel. Ustavi se malo, normalno, da boli in je težko, sam polk se pa nazaj ozremo, smo pa srečni, ne, da se je tako išlo, kakor se je šlo. Tako da smo mu lahko hvaležni. On je tisti, ki nam res hoče pokazati, da smo lahko srečni, mislim, važno, da smo zdravi, da zjutraj vstanemo, sonce sije, glih tako in luna bo glih tako šla, mislim, bo zvečer bila na nebu. Važno, da smo mi srečni. Razen, če bojo oblaki. Ja, če bodo oblaki, ne bomo videli, ne. Katero področje, Dušan, zdravje, kariera, odnosi, katero področje bo najbolj primerno oziroma bomo imeli tako fajno, bo največ potencijala dalo, no, da ga razvijemo še bolj? Je to leto za hišo graditi, pa kakšnega otroka še narediti, pa se na odnose, ali je to zadeva, ki delimo, pa stisnemo zobe? Načeloma to otroci, odnosi zelo poudarjam. Ta smer je zelo dobra. Je pa res, da tudi Petelin kot neki poslovnež, tudi rad dela. Rad ima natančno, rad ima dejansko stvari, ki nekako so ufurane, nekaj, kar lahko nadzira, nekako usmerja. In zdaj je logično, da nekdo ga Petelin spodbudi na odnosi in nekoga moče bolj na poslu. To je dejansko odvisno od njegove karte. Teda zdaj čisto splošno bo pokrival kar dosti to poslovni del, torej dosti se bo dogajalo tudi svetovne merilo kot male spremembe v ekonomiji pa gospodarstvu. Na drugi strani pa res to želja po več odnosa, celo otrok, poroka, zelo poudarjeno. Se priporočam. Zdaj, na svetovni ravni spremembe, ljudje mogoče pomislijo, kaj bo zdaj to spet, dobre ali slabe, ali pač morajo biti? Mislim, sprememba ni dobra, slaba. Sprememba je sprememba, prilagodi se. Tako je ideja bila prej Saturna. Saturn je kot dobra tehnica. Če nekaj preveč bo tehnico začelo zanašati in potem poskrbi, da nazaj, da je nekdo, ki je zelo vezan, potem spremembo vedno doživlja kot slavo, ker se mu zdi, da nekaj zgublja. Nekdo, ki je moče malo bolj odprt, pa dejansko vidi nove priložnosti in to leto boljše gleda v to smer, dejansko nekaj novega. Nekaj novega. Inovativno, recimo 60 let nazaj, ko je bila podobna kombinacija, recimo smo marsikaj odkrili, recimo tudi laser pa te stvari. To tudi tehnološko bo zelo prodorno, recimo začeli smo zelo dosti leteti, vesoljski programi in te stvari. Letos mi bo rad naštudirati, kako bom, veliko sanjam, da letim, veš, pa mogoče. Sanje o letenju pomeni, da pljučno energijo treba malo zbildati. Pljučno energijo? Potem se umiri. Kako pa ne pljučno energijo zbildam? Ne toliko hiteti. Lepo, da opazuješ. Hvala, ker si opazil. Leto številka 1, se pravi nov začetek, pa potem je, se pravi 2, 0, 1, 7, skupaj dejansko pridemo do števila 1. Se pravi, naslednje leto, mislim 2018, bo 2, 3, 4, 5, 6, 7, in zdaj je dejansko 9 in potem gre znova. A bi lahko naredila eno hipotezo, da naslednje leto postavljamo temelj za naslednji cikel, 9-letni? Točno to. Ni pomembno samo to, kaj bomo mi spremenili za tisto eno obdobje ali pa za eno leto. Tukaj gre za dalj časa trajajoče obdobje, ker dejansko delamo neko bazo, delamo temelje za to, kaj bo imelo čas zarasti tudi čez 8 let, čez 9 let. In vidiš, ti pa mene umirjaš. Lahko pa preden začnemo delovati, je zelo fajn, da morda toliko počakamo, da vemo, kam usmeriti. Tako kot pravi Dušan,
za vsakega se nekam drugje obrne. Tako kot si prej rekla, ni potrebno vsega spremeniti. Jaz vem, da imam pri sebi marsikaj še za spremeniti, imam še ogromno možnosti, vem pa, da vsega ne zmorem naenkrat. In mi je fajn, če malo upoštevam numerologijo, ki mi reče, to leto ti bo bolj uspevalo to področje in zato bom tisto sprejela. In zdaj so te spremembe vidne skoraj po celem svetu. Na nek način v resnici ljudje začenjajo drugače razmišljati, neke stare vrednote bolj prihajajo na plan. Tisto, kar je res bolj pomembno, da se novi temelji delajo. Ampak to je vedno na nek način kaotično, tako kot je Tina rekla. Ne? Nekdo, ki stare stvari ne spusti, tam pa ni prijetno. Ker to je nova energija, velik sunek energije. In bolje tako kot v hiši, kuršlus, elektriko raznese, ker ni dovolj prevodna. Se pravi, leta 2017 bomo končno dojeli besede malega princa. Bistvo je očem nevidno. A? Ja. Ja? Ja. Ampak, če bomo pozorno pogledali vse te kombinacije energij, če bomo poškilili malo kakšen koledar, pratiko, potem bomo lahko videli tudi izza strani, kaj piše, se bomo lahko pripravili. In prav zaradi tega v bistvu obstajajo te energije, te naše pristopi in vede, da si olajšamo pot, da se pripravimo, ko vidimo, da je dež, da vzamemo dežnika, ne, v tem smislu. In jaz se prav veselim tega leta petelina. Bolj kot 2016? Bolj, bolj. Je tako simpatičen, tako radoživ, drugačka opisa in tako delaven, da jaz pa rada delam. Pa se vse nekako pokrije. Ja. 20.12. v Ljubljani pripravljamo torej dogodek, energijska priprava na leto 2017 v Stegnah. Zdaj pa imam še eno zelo pomembno vprašanje, recimo, radiestezisti, kakor sem jih jaz spraševala, ki so merili določene zadeve, so ugotovili, da ljudje, ki se nič ne pripravijo na novo leto, ki pač decembra pijejo, da dejansko tam avgusta nekje potem šele začnejo živeti energije novega leta, se pravi leta 2017, da rabijo kar dlje časa, 15. decembra se pa energije dejansko novega leta že začnejo postavljati. Jaz bi spet, če si pridružil prejšnjega komentarja, odvisno, kdaj štejemo za začetek novega leta. Lunarno se bo začelo 28. januarja, sončno 4. februarja. 1. januar, gledano na nebo, ni neka prelomnica. Ampak ja, če smatramo to kot nek preobrat, potem je dobro, moče vse pol meseca si vzeti za nastavitev. Dušan, a veš, da me zanima, kakšen je tvoj ritual za novo leto? Kako ti silvestruješ? Zelo preprosto. Ponovno imamo tabor, ker z ljudje se srečamo. Dansko delamo običajno polnočno prakso, ker se usklajujemo dansko z energijo novega dneva, v tem primeru pač bolj energijo leta. Kar pomeni, da ko se telo poravna, lahko pač lažje sprejema vse to, kar narava ponuja. Dansko iz tega nivoja pač bolj smo odprti na takšen dan, ker bo nekaj novega prihajalo. Pač lahko več poberemo. A bi nam pokazal nekaj, pa bomo vmes sledili, a bomo? Lahko. No, dajmo, ajde, gremo, tole bomo z veseljem ti sledili. Vi pa tudi pred televizijskimi ekrani. Ok. Zdaj ne vem, kam se ne obrnil, te videli. Kar tamle, bomo mi te gledali. Ok. Odpremo tajči. A vdih? Vdih, ja. Obrnemo. Idemo od teme in potopimo vse do spodnjega trebuha. Pa na stran. Pa se malce spustimo. Pa spet. Spet dvignemo, pa se obrnemo na eno stran, da sprejmemo energijo iz te strani, pa združimo. To počasi bomo zaključili. Pa spet pospravimo.
In zdaj še priklon. Aha, od globok priklon. Ja, če pride pomemben gost na obisk, torej novo leto, malo globje priklonimo. Hvala lepa, vsem posebej in lepe praznike. Dajmo se tako malo objemčkati. Hvala na to. Uživajte. Takole, mi pa se vidimo torej 20.12. Še kakšna informacija pa na www.klepetobkavi.si. Če nimate dostopa do interneta, pa 026200 230. Upam, fajn je bilo, ne? Tako se mi zdi, da sem se kar umirila, ne? Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.